Živijo tukaj Valentin. Udeležil sem se podjetniškega foruma, kjer smo razglabljali o zglednih podjetniških praksah. Govor pa je bil tudi o izobraževalnem sistemu in vplivu našega javnega šolskega sistema na razvoj oziroma nerazvoj podjetniške miselnosti. Direktor enega izmed podjetniških inkubatorjev je povedal, kako mladi od njih pričakujejo, da bi jim pomagali razviti njihovo lastno podjetniško idejo, da si želijo mentorstva, želijo si investicijskega kapitala, vendar pa sami niso pripravljeni investirati svojega lastnega denarja in tudi nimajo posebne zadostne zagnanosti za to, da bi nek projekt realizirali. Povedal je, da je takšen odnos mladine posledica našega izobraževalnega sistema, ki omogoči mladini vse več ali manj brezplačno. Torej, šolski sistem je javno financiran. Samim otrokom oziroma mladini ni potrebno nič kaj prispevati k temu in zato se ne navadijo odgovornosti. Ne znajo vračati tisto, kar jim je brezplačno nudeno. Potem smo se pa tudi pogovarjali o izobraževalnih sistemih v drugih državah, recimo kako imajo narejeno to v Ameriki. Tam sicer so na voljo šolnine in krediti za študij, vendar je tako, da denar dobijo univerze, potem te univerze denar posodijo dijakom, študentom in če študenti uresničijo pričakovanja šole, torej da vestno, pridno študirajo, da so aktivni, potem jim tega denarja ni potrebno vračati. Gre torej za neko vrsto nepovratnih sredstev. Če pa študenti ne sodelujejo po pričakovanjih, da zabušavajo, potem pa morajo ta denar vrniti. In to je veliko bolj koristna stimulacija za to, da se mladina nauči odgovornosti in da se zavedajo, da je potrebno investicijski kapital ali vrniti ali pa ga odslužiti. Predlaga se zato tudi sprememba slovenskega šolskega sistema, da bi na podoben način motiviral študente, da se obnašajo odgovorno, da se naučijo ravnanja z denarjem in da imajo potem lasten zagon in voljo pri uresničevanju svojih podjetniških idej. Več povezav glede tega dogodka in koristnih informacij v povezavi z izobraževanjem pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.